Jesenska sezona novo predvajanih animejev se je pred kratkim začela. Na Sloanime forumu pa si že lahko ogledate kar nekaj svežih opisov, predogledov in komentarjev uporabnikov, če so naslovi sploh vredni ogleda. Nekaj med njimi sem doslej pogledal tudi sam, zato sledi moja kritika, ki pa ni povsem subjektiven pogled na ogledano. Pri samem spremljanju je še vedno prisoten faktor takratnega osebnega psihološkega stanja ali po domače, s katero nogo sem vstal. Torej, Bakuman je s 3. sezono začel kar dobro, zgodba se nadaljuje, kjer so nazadnje ostali. Najbolj me je zmotilo le Mashirojevo glupo obnašanje okoli Azuki, kot da se prvič v življenju vidita. Glede na vse dogodke v drugi sezoni bi se en drugega že res lahko navadila. Za še malce komičnega vzdušja sem prečakiral tudi Tonaru no Kaibo Tsukun, romantična komedija med piflarko in naravnim talentiranim gumbcem. Komični vložki so neprecenljivi, malce nenavadna pa je pohitritev štorije in njun odnos. S prvo epizodo niso zgrešili, zato se pustimo presenetiti še v naslednjih. Poleg tega me še malce spominja na Kaičova Maid-sama anime. Presenečenje pa je pripravil še en precej hypan anime K. Prav ste slišali, samo črka K. Česa pa niste slišali je, da anime pozabiš po pol ure od ogleda, ker ne veš, kaj se je dogajalo, razen pocukrenega eye candyja, pa še malo eye candyja, pa še tamle malo eye candyja, eye candy za eye candyjem, če še nismo pozabili še malo eye candyja, da ne pozabimo še večjega eye candyja in za konec eye candy, eye candy, eye candy, eye candy, eye candy. Če v trailerih art in okolica zgledala zelo lično in zanimivo, po 20 minutah v večini prevladujočih vzpostavitvenih kadrov namesto kakšnega smiselnega dogaja, te kar mine od nadaljnjega ogleda. Sicer pa ne rečem, izbrali so si vsaj zelo zanimivo animacijo skaterja, kjer je scena izpadla, kot da nekdo res snema s fisheye objektiva. Precej nenavadno z animejsko produkcijo. Verjetno pa tudi še nisem omenil antipatičnega protagonista in vseh ostalih do sedaj videnih likov. In že v prvi nakazanega fanservisa za potrebneže. Ne, hvala. To je bil prvi pregled animejev za jesensko sezono, nič ni rečeno, če bodo sledile še naslednje epizode. Odvisno je predvsem od odziva vas ogledalcev, podprite naš trud in se naročite na YouTube kanal in lajkajte Sloanime na Facebooku.